bistvu na ginekološko kliniko sem prišla že v drugem letniku kot študentka medicine, ker je takrat profesor Novak želel vključiti študente že med študijem v klinično delo in je razpis vsako leto za 2 študenta, tako imenovano smo bili usmerjeni študenti za delo v ginekologiji. To je bilo letnik 65, 66 študijski letnik. In potem sem delala do 2004. leta, ko sem kliniko zapustila in šla za en čas še v Novo mesto. V spominu najbolj ostanejo vedno začetki. To se pravi, ko sem kot študentka prišla čisto na novo z Vasotom pokojnim, primarij Cerarjem. Nas je profesor Novak sprejel k sebi in malo nam razlagal o delu, predvsem o porodništvu, ker to je bilo naše pač osnovno delo kot študent. In je mi tam govoril, kako porodništvo, kako je treba biti skrben in se ukvarjati tudi z normalnimi porodi, ne samo s carskimi rezi in forcepsom. In potem greva midva ven in jaz vprašam Vasota, ti si hodil v latinske šole, kaj pa je to forceps? In Vaso razmišlja prav, najbrž, kadar je z glavo naprej. Torej, takole sva bila zelena. Potem neka druga stvar je še, v kleti lovnišča je bil žabji živalski vrt. Na njih se je opravil tako imenovan Galli-Maninijev test za dokazovanje nosečnosti. In sicer so urin ženske, ki se je predvidevalo, da je noseča, vbrizgali v limfno vrečo na hrbtu žabca, ki je potem on v 3 urah pa spermije izločil. Še to je bil zelo napredek, ker prejšnji test Hogenov ali nekaj takega se je reklo, je trajal 12 ur. So pa samicam vbrizgali in potem so one jajčecam pa šele čez 12 ur izločale, no. Dali so nam možnost, da smo hodili ven. Recimo, jaz sem bila pol leta v Franciji, nekaj časa v Italiji, ostali tudi od te generacije. No in potem sem bila enkrat na enem kongresu v Atenah in sem tam srečala enega Nizozemca, ki je naredil doktorat iz neovagine iz peritoneja. In to mi je bilo zelo všeč in sem ga kontaktirala in mi je on to razlagal. Jaz sem pa takrat že eno tako operacijo naredila iz sigme. In jaz sem njega občudovala, kakšen doktorat je naredil, on pa mene, kaj sem operirala. No, od teh stvari, ki me je motila, je bilo, v bistvu vzrok je bilo financiranje, samo jaz tega takrat nisem razumela. Je bila bolnica plačana po zasedenih posteljah, ne po storitvah ali pa primerih, tako kot je zdaj. In smo imeli relativno veliko prostora tudi, posebej potem, ko smo se še preselili v klinični center. In se je dogajalo to, da so ženske čakale na operacije, tudi preproste, kot laparoskopije, s katerimi se je takrat začenjalo, tudi po 14 dni zdrave ženske v postelji. Ja, jaz si mislim tako, da te, ki prihajajo za nami mladi, ne, so nedvomno, prinašajo novo energijo, nov zalet. Tako želela bi vseeno, da bi bila njihova prva misel na to, da naredijo dobro za pacienta. Pol razvoj stroke, pol napredek v lastni karieri in pol šele denar, ne.